Spoštovane gledalke, prav prisrčno pozdravljeni v naši domači oddaji Pot poti. Poseben pozdrav tudi vsem gledalcem, ki nas spremljajo tudi preko Gorenjske televizije. Danes bomo prav predstavili Marijo Pomagaj na Brezjah. Lepo pozdravljam tukajšnjega patra Leopolda, Bog daj in dobrodošli. Spoštovane gledalke in gledalci, vam pa želim obilo Božjega blagoslova in prijeten in dober sprejem. Lepo pozdravljeni, gospod Leopold, zahvaljujem se v imenu naše televizije in naših gledalcev, da ste si vzeli čas in lepo vas pozdravljam. Pravim, bomo zdaj skupaj še tudi gledalce pozdravljali, ne? Ki ste danes pred televizorjem, iz srca prejmite pozdrav od Marije Pomagaj na Brezjah, z tega kraja, kjer skozi zgodovino ljudje iščejo in najdejo tisto največje bogatstvo, brez katerega ne moremo živeti, in to je mir. Mir srca, mir duše, mir v družini, mir med sosedi, mir v narodu in seveda tudi mir na svetu. Sedaj bi vas pa prosil, če se naših gledalcev na kratko predstavite, kje ste preživeli otroška leta, kdaj ste postali duhovnik, kaplan, prosim. Hvala za tako lepo vprašanje. Rodil sem se 13. maja, to je na dan Fatimske Marije, leta 1939 v Ložah, to je župnija Sveti Miklavž nad Laškim. Osnovno šolo sem obiskoval v Brestanici, nižjo gimnazijo na Senovem, višjo pa v Ljubljani. 14. septembra 1954 sem v Novem mestu vstopil v frančiškanski red. Duhovnik sem postal 29. junija 1965 v Mariboru. Diplomiral sem na Teološki fakulteti v Ljubljani 27. junija 1967. Tam sem naredil tudi magisterij 27. junija 1968. Potem so sledile nastavitve in službe v slovenski frančiškanski provinci od Svete Gore preko Nove Gorice, Ljubljane, Novega mesta, Kamnika, Nazarij, pa do Marije Pomagaj na Brezjah, kjer sva se danes srečala. Disertacija slovenske jaslice in njihov versko-oznanjevalni pomen pa je nastajala pod mentorstvom profesorja doktorja Rafka Valenčiča. Ob pastoralnem delu od Svete Gore pa do Brezij in odkriva pomen božičnih jaslic v življenju družin in posameznikov, ter je prispevek poglobitvi vere, miru in sožitja med ljudmi. Želel bi, da bi letos v leto družine jaslice še posebej podarile družinam tisti mir, ki so ga v božični noči oznanjali angeli na betlehemskih poljanah. Prav bi tudi bilo, da nekaj tudi rečemo o svetem Frančišku, saj je to tudi vaš red. In kdaj so pravzaprav prišli frančiškani na Brezje? Tudi za to vprašanje se vam iskreno zahvalim. Kaj je bolj čudovitega, kakor govoriti o Mariji, pa seveda o svetem Frančišku, ki je naš redovni ustanovitelj
in naš duhovni oče. Sveti Frančišek se je rodil leta 1181. Sveti Frančišek je bil torej rojen ob koncu 12. stoletja, na začetku 13. v znamenitem umbrijskem mestu v Asiziju. Takrat je bil oče na poslovnih poteh v južni Franciji in ko so prišli domov, so mu povedali, da je lahko presrečen, ker je dobil sina prvorojenca, ki so mu pri krstu dali ime Janez, Giovanni. In ta oče, ki je bil velik bogataš, je svoji ženi rekel, ne rabim nobenega Janeza, ampak najin sin se bo imenoval Francesco. To pomeni Francozek. In gledajte, to je prvo ime, ki ga je nekdo nosil. In Frančišek je ostal v zgodovini zares kot plemeniti Francozek, Francesco, in kot takega ga danes pozna v svet. Bil je zelo radodaren, gostoljuben. Bil je tako rekoč lider mladine v Asiziju, ker oče ni štedil, vse mu je dal, kar je sin želel. Toda počasi je oče spoznaval, da ta sin ne bo mogel biti dober trgovec. Nabavil mu je najboljšo vojaško opremo za takratni čas, toda Frančišek je bil srcem drugje. Takrat, ko je bila vojna s Peručo, je prišel v zapor in po enem letu ujetništva, tudi v Ječi pravijo, pisatelji, je bil sonce za kaznjence. In domov, potem, ko je oče odštel za njega zelo bogato odkupnino, se je vrnil bolan. Počasi je ob skrbni materini negi okreval in premislite, nekega dne, ko je razmišljal, kako minljiva je slava tega sveta, kako je vse to od danes do jutri, pa nenadoma zagleda pred seboj Gobovca. Glejte, ta trenutek je mejnik v Frančiškovem življenju. Hotel je spodbuditi konja in zbežati, izginiti iz tega kraja, kjer je v njegovih nosnicah že bil vonj smrti. Ob tem razpadajočem Gobovcu. Takrat je pa zaslišal v sebi glas: Francesco, vincere se steso. Frančišek, premagaj sam sebe. Frančišek, premagaj samega sebe. Frančišek se je zdrznil. Stopil je s konja in se prvič v življenju bližal grozi tega Gobovca. Odpel je svojo mošnjo in stresel v te razpadajoče roke, iz katerih je kapljala kri in gnoj, vse, kar je imel. Ko se je tako osvobodil, je čutil še več. Če nisi dal vsega, nisi dal ničesar. In takrat je Frančišek Gobovca objel in sveti Bonaventura pravi,
da je na njegovem obrazu iskal košček kože, kamor bi ga poljubil. In poglejte, v tem trenutku ko Frančišek stisne Gobovca v objemu in ga poljubi, se zgodi nekaj neponovljivega. Frančišek tega ni mogel pozabiti do smrti. V svoji oporoki je zapisal: kar mi je bilo do takrat zoprno, se mi je v tem trenutku spremenilo v dušno in telesno sladkost. In tako sem zapustil svet. Poglejte, to je začetek Frančiškovega spreobrnenja. Morda še isto leto Frančišek doživi v razpadajoči cerkvi svetega Damjana izven obzidja v Asiziju, ko je bil zazrt v ikono starodavnega bizantinskega križa, zaslišal je glas, ki mu je rekel: Frančišek, ali ne vidiš, da moja cerkev razpada? Obnovi jo. In Frančišek je res mislil, da mora popraviti razpadajoče zidovje. Začel je z delom. Pozneje bo popravil še druge kapele in cerkvice in končno mu bo uspelo, da bo spoznal, treba je obnoviti cerkev, ljudi, ki so krščeni, ki se stavljajo Kristusovo cerkev. To želi Jezus. In ker je Frančišek začel z obnovo svojega srca in s preobrnenjem svoje duše, je postal za druge tako velika luč, da je lahko potem pritegnil stotine in tisoče ljudi do danes. In v njegovem času so njegovi sodobniki govorili, da je Frančišek človek, v katerem je Jezus še enkrat stopil na zemljo. Govorili so, da je alter Kristus, drugi Jezus. Podobno, kot so v novejšem času mislili in govorili za mater Terezijo, da je po njej Jezus še enkrat stopil med nas. Kdaj so pa bratje frančiškani prišli na Brezje? Poglejte, drugo leto bomo slavili 110. obletnico, odkar je bil zgrajen tale samostan na Brezjah. In takrat smo se vselili. Škof dr. Anton Bonaventura Jeglič je v skrbo svetišča za varuhe Marije pomaga in za postrežbo romarjem zaupal to veliko nalogo bratom frančiškanom. In gledajte, po teh 110 letih smo še tukaj. Lepo in Bog daj, da še bo tako naprej. Obiskal vas tudi papež Janez Pavel II. In kdaj je pravzaprav povzdignil v baziliko? Ja, tudi za to vprašanje, ki ste ga nanizali tako lepo, tamle morate posneti še tale to ploščo, ki je spomin na povzdignjenje tega svetišča v baziliko. To se je zgodilo leta 1988, ko je na prošnjo gospoda škofa, doktorja Antona Šuštarja, papež zares s posebnim dokumentom
to svetišče povzdignil do tako velike časti bazilike. Potem je pa papež sam, kot vidite na tej fotografiji tukaj, 17. maja 1996 iz letališča najprej obiskal Marijo. Najprej je klečal pred tabernakljem, potem je vstal in odšel na klečalnik pred oltar Marije Pomagaj. Ta klečalnik boste lahko pozneje posneli. Opazoval sem ga, kako je naslonil obraz v dlani, potem pa je pogled povzdignil k Mariji Pomagaj, dolgo je zrl vanjo, potem je pa vstal in položil na oltar dragoceni etui z bisernim rožnim vencem, s svojim grbom. Na rožnem vencu je upodobljen njegov križ. In ko smo to videli, vedno imam pred očmi ta trenutek, kakor da bi nam papež hotel povedati: moji dragi Slovenci, bodite povezani med seboj, kakor so jagode na rožnem vencu. In pozneje, ko je papež zapisal, da je rožni venec povzetek vsega evangelija, lahko rečem, da v tem letu Svetega pisma je zares molitev rožnega venca tista, ki človeku daje modrost, moč, upanje, polet in veselje. Ja, hvala lepa za te lepe misli. Morda bi še za naše gledalce, ki nas spremljajo tudi preko svetovnega spleta, bi vas prosil, da poveste, kdaj imate svete maše? Ja. Poglejte, največje dogajanje, ki poteka v tem svetišču, ki je srce Slovenije, srce našega naroda, je daritev svete maše. Pri vsaki sveti maši se Jezus ponovno daruje, ponavzoči svoje življenje, trpljenje, smrt in vstajenje. Svete maše so vsak dan ob 7, 8:30, ob 10, po zimi ob 18, poleti ob 19. uri. Ob sobotah je poleg tega maša ob 16. uri še tudi. Ob nedeljah, vsako nedeljo, pa so svete maše ob 7, 8:30, ob 10, 11:30, ob 16 in ob 19. Po zimi pa ob 18. uri. V tem času, pred in po maši in med mašo, je pa vedno prilika tudi za sveto spoved. Spoved je tudi zelo pomembna, ne? Ja, poglejte, Brezje so sanatorij slovenskega človeka. Spoved je nekaj najpomembnejšega, ker odpre vrata k drugim velikim dogodkom in danes, ko moderna medicina odkriva, da je mesečna spoved celo najbolj uspešna psihoterapija, ki ozdravlja telo, duha in dušo, ne vidim ničesar bolj učinkovitega, kakor dobro upravljena in sveta spoved. Pred kratkim ste praznovali veliko slovesnost in prav je, da tudi za naše gledalce povzamete mali utrip. Ja. Poglejte, 1. septembra je minilo točno 100 let, odkar je papež, ki je danes svetnik, sveti Pij X, dal ljubljanskemu gospodu knezu škofu, doktorju Antonu Bonaventuri,
Jegliču posebno pooblastilo, da ukrona milostno podobo Marije Pomagaj. Bi morda v tej zvezi rekel kako besedo o Mariji? Prosim, ja. Ja. Poglejte, ta podoba, v katero ste zazrti, ta podoba, ki vas spremlja, kjerkoli ste in zrete vanjo, je ena najmilejših Marijinih podob na svetu, tako pravijo strokovnjaki. Tole kapelico, ki jo imate pred seboj, je leta 1800 dal postaviti pri majhni cerkvici svetega Vida župnik v Mošnjah, dr. Urban Ažbe. Ta človek je študiral v Innsbrucku in na Tirolskem je odkril znamenito podobo, ki jo je naslikal Luka Cranach. Ko se je pa vrnil v Slovenijo in je dobil župnijo v Mošnjah, je v času trikratne okupacije Francozov videl, kako ljudje trpijo in je sam postavil svojo podobo v to kapelico. Pozneje pa je zaprosil znamenitega slikarja Leopolda Lajerja v Kranju, naj on naslika primerno podobo po Luku Cranachu in jo postavi v to kapelo na Brezje. V tem času francoske okupacije je bil Leopold Lajer in njegov brat Valentin zaprt v francoskih ječah. Valentin je umrl, Leopold se je pa zaobljubil, če bo kdaj rešen, da bo poslikal to kapelico. In premislite, leta 1813 so Francozi odšli in Leopold Lajer je bil izpuščen iz zaporov in njegova pot je bila v tem, da izpolni, kar je Bogu in Mariji obljubil. Poslikal je to kapelico, freske so izginile, zbledele. Na vrhu nad Marijo je na ta strop napisal v bohoričici besede: Marija, pomoč krščenikov, kristjanov, prosi za nas. Verjetno pa je to podobo leta 1814 prinesel na Brezje. Ta podoba se je ljudem tako priljubila, postala je srce njihovih src. K tej mali cerkvici so ljudje romali v množicah skoraj vsak dan. In premislite, Anton Jeglič je bil leta 1863 je Anton Jeglič priča prvemu velikemu čudežu ozdravljenja, ki se je zgodil tukaj pred Marijino podobo. In poglejte, ko je Anton Jeglič, najboljši dijak na Slovenski klasični gimnaziji v Ljubljani, v nepopisnem trpljenju odločitve pred maturo, kaj naj izbere, liberalno usmerjeni profesorji so zaslutili njegov genij in so ga hoteli speljati v politične vode,
Fant je tako trpel, da cele tedne ni mogel zaspati. In njegov prijatelj mu je rekel, fant, tebe bo pobralo. Pojdi na Brezje. In res, Anton Jeglič je prišel v Begnje in drugo jutro bos prišel na Brezje in je tukaj pred Marijo pomagaj prosil. Marijo, pomagaj mi izbrati tisti poklic, kjer bom lahko za Boga in za svoj narod naredil največ dobrega. In v trenutku mu je postalo popolnoma jasno, to, kar prej ni mogel najti mesece in tedne, v srcu je spoznal v jasni svetlobi in luči, če hočeš za Boga in za svoj narod narediti največ dobrega, bodi dober duhovnik. In svoji sestri je takrat na Brezjah napisal, Nicka, spoznal sem, hočem biti duhovnik in to dober duhovnik. In ta Anton Jeglič je postal pozneje knezoškof, poznamo ga pod imenom dr. Anton Bonaventura Jeglič, tudi kot graditelja Zavoda svetega Stanislava v Ljubljani, v Šentvidu. In glejte, ta škof je prosil pred 100 leti papeža Pija X. za dovoljenje, da se milostna podoba okrona. In kmalu je prišel odgovor, da je to dovoljeno in da papež njega pooblašča, da to izvrši. Poglejte, že prejšnji večer in potem 1. septembra se je tukaj verjetno zbralo 30.000 romarjev. Kronanje se je izvršilo pred svetiščem, papež je položil to krono najprej na Jezusovo glavo, potem večjo krono na Marijino glavo in je izgovoril tiste pomenljive besede, Marija, mi te kronamo tukaj na zemlji, ti pa posreduj za nas pri svojem sinu, da bomo dosegli slavo nebes, tam, kjer si ti, naša kraljica. Poglejte, tako je bilo kronanje izpolnjeno in narod, ki nikoli ni imel svoje kraljice, je ponovno izbral Marijo, ki je pod križem postala naša mati, ta narod, ki je v zgodovini toliko trpel, da mu je škof Pogačnik rekel, po čudežu se nas Marija obvarovala na tem delu Evrope. Sedaj vas pa prosim, katere nove knjige ste izdali na Brezjah, pa bi jih morda na kratko opisala. Hvala tudi za to vprašanje. Najprej imate kratko zgodovino Brezij z vsem dogajanjem tukaj v tem svetem prostoru, ki ga nekateri imenujejo raj pod Triglavom. V tej knjigi so prikazana tudi kratka poglavja o redovnih skupnostih na Brezjah, potem pa v dogajanju tudi končno o postavitvi v spomin na papežev obisk tega kipa, ki stoji pred svetiščem. V drugi knjigi, ki sedaj stopa pred vaše oči, Zelo lepa knjiga. v tej knjigi
pa imamo morda zbrano eno najglobjih bogastev, to so zapisi romarjev. Tukaj je slovenski človek ohranil globino svojega srca, globino svoje duše in izlil pred Marijino srce tista najglobja doživetja, tiste najbolj boleče trenutke ob morda razpadanju družine, v trenutku, ko je sin ali hči zašla, ko mati tukaj pred Marijo prosi za ureditev razmer v družini, za vrnitev moža, hčere ali sina, potem za mir v družini. Veliko zapisov je tudi s prošnjo, kako najti dobrega fanta ali dobro dekle. Potem prošnje za uspeh pri izpitih, tudi pri šoferskem izpitu. Poglejte tole knjigo, vam na poseben način priporočam. Te knjige se dajo tudi pri vas dobiti, ne? Vse knjige lahko dobite v zakristiji, vas čakajo. Poglejte, ta knjiga je pa danes pred vami kot šopek šmarnic. Profesorica Berta Golob je letos ob 100-letnici kronanja napisala ali zbrala šmarnice. Ta knjiga je bila brana po vseh slovenskih župnijah in je znova prebudila v slovenskih družinah, v zavesti slovenskih src, hvaležnost in ljubezen do Marije pomagaj. Potem naslednja knjiga je Kraljica Slovencev. Naš znani pisatelj Ivan Sivec je napisal povest Kraljica Slovencev. Lahko vam zaupam, da že dolga leta nisem ob nobeni knjigi z bolečino zajokal, kakor ob tej. Zdi se mi, da je to njegovo remek delo. Doživljal sem, da je presegal samega sebe. Da je tukaj se dogajalo resnično tisto, kar mi je sam omenil. Doživljal sem navzočnost Marije pomagaj. To je tudi naslednja knjiga, ki ima naslov Marija pomagaj, ne? Marija pomagaj na Brezjah je pa kratek vodič po Brezjah, kratka zgodovina, nekaj, kar lahko imate vedno v žepu in ob besedi in sliki, ob fotografijah podoživljate kraj milosti, miru in blagoslova, potem, ko ste ga obiskali. Tudi za otroke nekaj se najde. To je sicer ena izmed knjig. Ja, otroci potrebujejo slikanico. Včeraj je en fantek tako prosil, mamica, kupi nekaj za mene. In ji je naprej povedal, da to stane $8, 8 evrov. 8 evrov. In sem se čudil, ta majhen otročiček, kako lepo izgovarja to besedo, ki se mami ni zdela previsoka, in fantek jo je dobil. Bogu hvala. Zdaj pa moramo tisto, ki je pa. In še eno knjigo vidite pred vašimi očmi. Ta knjiga je morda eno največjih bogastev, ki jo lahko vzamemo v roke in dobimo tukaj na Brezjah. To je posvetitev Mariji, popolna podaritev samega sebe Kristusu po Mariji. To knjigo je napisal sveti Ludvik Maria Grignon de Montfort.
Ta knjiga je razdeljena v 33 poglavij. Vsak dan je eno poglavje, ta priprava na posvetitev poteka 33 dni, lahko pa poteka samo 11 dni, če delamo duhovne vaje in vsak dan skupaj predelamo 3 poglavij. Na koncu te knjige je popolna izročitev Jezusu po Mariji in če mi morda niti ne slutimo, kaj pomeni posvetiti se Jezusu in podariti se Mariji, Bog to ve. Marija to vzame zares in ona je tista najzvestejša mati, ki nas svojo materinsko ljubeznijo in roko varuje in spremlja vse do varnega pristana v večnosti. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, nahajamo se v muzeju jaslic, Sončnem muzeju na Brezjah. Sedaj pa vidimo eno zelo zanimivo sliko, oziroma napis. Bi vas prosil, da nekaj poveste. Dne 28. junija 1935. leta je bila v tem okviru slovesno pripeljana milostna podoba Marije Pomagaj na Evharistični kongres z Brezij v Ljubljano. Takrat so zbrali Marijo Pomagaj za pokroviteljico kongresa. Dne 29. junija istega leta 1935 je bila slovesno prenesena na stadion. Gostovala je na posebni tribuni, na kateri so se vrstile verske prireditve v čast Kristusu kralju in Mariji Pomagaj, ki so potekale v dneh 29. in 30. junija 1935 na stadionu v Ljubljani, pa se je Marija Pomagaj, zavetnica Slovencev, z velikim sijajem kot zmagovalka vrnila zopet nazaj na svoj mirni dom na Brezje. Je znamenita Dalmatinova Biblija iz leta 1584. Poglejte, majhen slovenski narod je v tej letnici stopil med velikane evropskih narodov. Takrat smo pravzaprav Slovenci stopili v Evropo. Dobili smo celotni popolni prevod, ki ga je z velikim trudom, prizadevanjem in trpljenjem izvršil Jurij Dalmatin. Poleg pa imamo še druge primerke Svetega pisma, tudi celo albansko je pred vašimi očmi. To, kar je zapisano v Svetem pismu, pa vidimo potem uresničeno, upodobljeno v tejle izredni upodobitvi jaslic, ki jih je izdelala gospa Ana Korenč iz Šmartnega pod Šmartno goro. V tem kulturnem prostoru navajeni, da upodabljamo samo božične jaslice. Pred vami pa so tudi pasijonske, vse postaje Jezusovega trpljenja. Potem v
srednjem prostoru vidite velikonočne ali vstajenske jaslice. Kamen od groba je odvaljen, pečati utrgani. Vojaki preplašeni so popadali po tleh, Jezus pa je vstal in nagovarja prihajajoče. Tukaj na vrhu pa je edinstvena upodobitev binkoštnih jaslic, kjer vidite v sredini Marijo, okrog nje so pa zbrani apostoli na dan in ob uri prihoda Svetega Duha. Nad vsako glavo apostolov vidite ognjen pramen, binkoštni ogenj. Poglejte te obraze, kako so zazrti, poglobljeni, potopljeni v molitev, kako so hvaležni za dar, ki so ga prijeli, za dar neustrašenosti, poguma in veselja, da smejo pripadati od mrtvih vstalemu Jezusu in ga uznanjati. Celotni posnetek pasijonskih jaslic. Tukaj vidite najprej vrt Getsemani, kjer Jezus poti krvavi pot, učenci pa spijo. Potem naslednji primer je Judov obup in njegova smrt. Potem naslednji trenutek, kako Jezusa primejo po izdajstvu tega sramotnega judeževega poljuba in kako ga preko potoka Cedrona pripeljejo pred veliki zbor in ga zasmehujejo, pretepajo in končno obsodijo na smrt, ki jo bo izrekel Ponci Pilat. Tukaj že vidite začetek križevega pota, Jezusovi padci pod križem in končno križem. Nad vsemi temi upodobitvami pa je Jezusova zmaga, vstajenje. Pa vam luč tam tako da... Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, sedaj nam bo pa pater povedal oziroma pokazal, kar je pravzaprav prišlo tudi nekje zelo daleč. Prosim. Pred vašimi očmi je kopija razglednice Marije Pomagaj z Brezi, ki je bila v vesolju na krovu vesoljskega plovila Atlantis in na ruski vesoljski postaji Mir od 12. januarja 1997 pa vse do 24. maja, do praznika Marije Pomagaj 1997. Pred vašimi očmi je trenutek, ko je Sveti Oče, papež Janez Pavel II, vstal s klečalnika, se približal tabernaklju in položil na oltar dragoceni etui s pisanim rožnim vencem. Na tem etuiju je njegov grb in ta rožni venec se začenja s njegovim križem, s tistim, ki ga je imel na svoji pastirski palici. Ob tem rožnem vencu
nam je hotel reči, naj bomo povezani med seboj, kot so jagode rožnega venca, predvsem pa naj molimo to Gospodovo in Marijino molitev, ki je povzetek vsega evangelija. Pred vami je maketa planinske koče na veliki planini. Po natančnih izmerah živina je bila vsa zavarovana pod to veliko streho, ki sega do tal. Pastirji pa so živeli v osrednjem prostoru in zgoraj. In če bi bil Jezus danes rojen med nami, na veliki planini, bi se morda izbral eno izmed planinskih koč. Spominjam se, da v ta hlevček nisem postavil vseh figuric in pride majhen fantek, pa me potegne za redovno obliko in mi reče, pater, Jezuščka pa ni. Takrat sem šele zaslutil, kako otroške oči natančno vse vidijo in opazujejo. To pa vidoma potem preurejate. Na postavljanje jaslic se začenjamo pripravljati v adventu. 4 tedni nas ločijo od najčudovitejšega božičnega praznika. Zato spletemo adventni venec in postavimo 4 sveče, ki pomenijo 4 adventne tedne, 4 priprave na sam sveti božični večer, ko bodo jaslice že postavljene, ko bojo prižgane luči, ko bo v hiši vse urejeno in pospravljeno. Spodaj pa vidite tudi znamenito baklo, s katero so se ljudje svetili, ko so prihajali k zornicam. Zgoraj pa vidite poleg adventnih vencev, iz vrtnic, iz testa, tudi blagoslovljeno vodo in kadilo, da se spomnimo 3 svetih večerov, sveti večer 24. decembra, drugi sveti večer na Silvestrovo in tretji sveti večer 5. januarja pred 3 svetimi kralji, takrat, ko družina skupaj moli in poje, potem pa pokropi in pokadi stanovanje, gospodarska poslopja, svet okrog hiše, skratka vso domačijo in prosi Božjega miru in blagoslova na vse, kar nas obdaja in vse, s čimer živimo. Tako nas sveti večeri uvajajo v skrivnost brezmejne Božje ljubezni, ki se je učlovečila. V Jezusu Kristusu je postala Bog in človek, v Svetem pismu pa je ta učlovečeni Bog stopil med nas v besedi. Zato vidite, da so med jaslicami postavljena Sveta pisma, naprimer v armenskem jeziku, potem v francoskem, v romunskem. Tukaj vidite svetopismo v danskem jeziku, spodaj med panskimi končnicami, pa celo v naši materinščini, v slovenskem jeziku.
Pred vami je tukaj sedaj norveško svetopismo, potem brazilsko, spodaj pa nekaj izrednega, kar morda še niste videli nikoli, svetopismo v sirskem rokopisu in jeziku. In ob tem svetem pismu so jaslice, ki jih verjetno niste nikoli niti v mislih opazovali, jaslice iz ščipalk. Mnogi postavljajo vprašanje, od kdaj datira postavljanje jaslic. Poglejte, sveti Frančišek Asiški je v božični noči 24. decembra 1223 dal v Grečo postaviti žive jaslice. Dal je pripeljati vola in osla in nad jasli je postavil oltar, mizo, na kateri se je darovala sveta maša, pri kateri je sveti Frančišek stregel kot dijakon. In v tej sveti maši se je zgodilo nekaj nezaslišanega. Ko je Frančišek držal sveto hostijo v rokah, se je pred očmi množice ljudstva hostija spremenila v prebujajoče se Božje dete. Leksikoni in enciklopedije postavljajo ta datum za začetek postavljanja jaslic. In svetega Frančiška Asiškega nam dajejo za vzor, za tistega, ki je želel postaviti pred naše oči učlovečeno Božjo besedo, darovano pri sveti maši. In sam je zapisal, kakor je v božični noči, v naročje presvete device, stopil Jezus Kristus po njej na ta svet, tako prihaja pri vsaki sveti maši na naše oltarje, da se za nas daruje. Pred vašimi očmi je zemljevid rimskega cesarstva v Kristusovem času. Poglejte to rdečo črto, ki sega od Španije, Velike Britanije, Galije, potem pa vse do Črnega morja, do Kaspijskega morja, obkroža Bližnji vzhod, sega vse do Judeje, gre ob reki Nilu, obsega vso Severno Afriko. To je bil rimski imperij v času Kristusovega rojstva. Jezus pa se je rodil v Betlehemu v Judeji v času cesarja Avgusta, ki ga je akademski kipar Stane Kolman zelo dobro upodobil. To boste pa videli na naslednjem posnetku. Vladar v času Jezusovega rojstva, tisti cesar Avgust, ki ga omenja Evangelij, ki je dal popisati ves svet, in zaradi njega sta morala Marija in sveti Jožef v Betlehem, je nosil znamenito ime Caius Julius Cezar Octavianus Augustus. Rojen je bil 23. septembra leta 63 pred Kristusom in je umrl 19. avgusta leta 14 po Kristusu. Taki
je izdelal akademski kipar specialist Stane Kolman iz Goše pri Begnah na Gorenjskem. Jaslice, ki smo se jih navadili v otroških letih, najdemo kamorkoli pridemo. Poglejte, pred vašimi očmi je eskimski ledeni hribček in v tem ledeni kočici najdemo postavljene jaslice. Potem vidimo dete iz Španije, vidimo ga iz Poljske, iz Nemčije in sedaj pravo čudo in presenečenje, jaslice iz Bolivije, iz Peruja, iz Mehike, potem celo iz Paragvaja. Nenadoma se pred našimi očmi odpre novo bogatstvo Afrike. Egipt, jaslice iz Madagaskarja, potem iz Gane, s kakšno globoko vero, s kako ljubeznijo so izdelane te jaslice iz trdega, tikovega lesa in tako zglajene, kakor da so ulite, kakor da so narejene prav ta trenutek. Pred vašimi očmi je odprto špansko svetopismo, ob njem pa jaslice iz Mehike in iz Argentine. Jaslice, ki so pravo čudo in umetnost domačinov, izdelane z veliko pozornostjo in ljubeznijo, tako da pred naše oči postavijo človeka, ki doživlja odrešenje in ljubezen Božjega deteta, ki se je za njega učlovečil, zato da ga odreši. Smo v prostoru Jasličnega muzeja na Brezjah, kjer vidite kotne jaslice ali jaslice v Bohkovem kotu. To je znamenitost slovenske dežele. Slovenska družina je že od davnine imela v hiši Bohkov kot, križ, ob njem svete podobe, v adventu so pa pred svetim večerom postavili še jaslice pod križ in navadno obesili tudi simbol svetega duha, golob, ki je visel nad jaslicami, je bil navadno s tanko žimo privezan na vhodna vrata in vsakokrat, ko so se vrata odprla, se je golob spuščal nad jaslice, kako da pozdravlja novorojenega odrešenika in domačega človeka, ki je vstopil v hišo. Ko so se vrata zapirala, pa se je zopet dvignil. Pred našimi očmi so zelo znane
Goršetove jaslice. Slikane so na papirju, pritrjene na nekoliko trši karton in potem postavljene po jasličnem hribu. Spodaj pa je ta znamenita delavnica, ki je izdelovala prtičke pod jaslicami, upodobila tudi tega, ki ga vidite pred seboj, na njem pa je zapisano: za glasom tem jaz hitro grem tja v mesto Betlehem, kar videl sem in čul, bom tam, naznanim tudi vam. A glejte noč, kako žari o polnoči, kako čudo se godi, Mesija se rodi. Spominjam se obiskovalcev muzeja, ki so stali na tem mestu in zrli v ta prtiček, in nenadoma je med njimi neka gospa zajokala. Ko sem stopil k njej in jo vprašal, zakaj jokate, mi je odgovorila: spomnila sem se, ko sem bila še majhen otrok. Smo pod jaslicami imeli takšen prtiček tudi pri nas doma. In takrat sem ji rekel: gospa, ta prtiček je posnetek vašega iz vaše rojstne hiše na Dobravljah blizu Mozirja. Kako sem bil presenečen, ko sem našel pesnitev Otona Župančiča o slovenskem stropu. Takole pravi: slovenski strop izhaja iz kota, iz Bohkovega kota, od jaslic, od Betlehema, od rojstva Božjega, od Božiča. Jaslice v Bohkovem kotu nad mizo, mah in pastirček, hlev in sveta družina in Betlehem. Na črnem stropu bele zvezde, od zvezd zlati orehi in od največje zvezde, od najumetneje izrezljane, Sveti Duh. Da je meni izslikati slovensko sobo, da mi je razdeliti slovenski strop po umetnosti in po narodni volji. V naši sobi je središče kot, Bohkov kot. Naš strop izvira iz kota, naše leto iz Božiča, naša družina iz svete družine, naša misel iz Svetega Duha, tako je hotel naš narod. Hvala ti, Oton Župančič, da si tako mislim in da si tako zapisal. Velike jaslice, ki nam z jasličnimi prizori postavljajo pred srce in pred oči skrivnost brezmejne Božje ljubezni. V božični noči, pravi evangelist Luka, je angel oznanil na pastirskih poljanah radostno vest: ne bojte se, oznanjam vam veliko veselje. Danes se vam je v Betlehemu rodil odrešenik, ki je Kristus Gospod. In apostoli so pohiteli v Betlehem in našli v votlini Jezusa, Marijo in Jožefa. Dete je bilo položeno v jasli in povito v plenico. Pastirji so pripovedovali, kar so videli in slišali. Marija pa je vse te besede ohranila
in jih premišljevala v svojem srcu. Potem pridejo sveti trije kralji, ki odpro pred Jezusom svoje zaklade in mu darujejo zlata velikemu kralju, kadila pravemu Bogu in miro za njegov pogreb. Ko pa je bil sveti Jožef v spanju opomnjen, naj se ne vrača k Herodu, se je po drugi poti kakor modri, ki so se po drugi poti vrnili v svojo deželo, tako je tudi sveti Jožef skupaj z Marijo sredi noči vzel dete in se umaknil v Egipt, kajti Herod je detetu stregel po življenju. In ko je videl, da so modri odšli, je dal pomoriti vse novorojenčke od 1 do 2 let v Betlehemu in v okolici. Toda v svoji omejeni pameti se je zmotil. Božje dete je bilo rešeno in Jezus se po njegovi smrti vrača nazaj iz Egipta v Nazaret in tam živi vse do 30. leta, ko je začel javno učiti. Dragi prijatelji, bliža se konec oddaje, zato vas prosim, gospod Pater, da našim gledalcem poveste še mogoče kakšno misel na svet. Hvala vam, da ste s pozornostjo in bolj srcem, kakor z očmi, sledili obisku na Brezjah pri Mariji Pomagaj. In to prav ob 100-letnici kronanja te milostne podobe, ki je pred vašimi očmi. To kopijo podobe Marije Pomagaj z Brezij je naslikala uršulinka magistra Marija Benedikta Rasberger na Dunaju leta 1997. Morda ste začudeni, ker ta podoba nima krone. Pred 50 leti je božji služabnik, mučenec, škof Anton Volk rekel: Marijina krona smo mi. Tvoje življenje, tvoj zgled, tvoja ljubezen, tvoja zvestoba, brat in sestra, ki sta sledila tej oddaji. Škof Anton Volk pravi: Marijina krona smo mi, takrat, kadar je srce polno božje ljubezni in usmiljenja, kadar smo odpustili bližnjemu in sebi, kadar želimo in hočemo delati dobro, na ta način postajamo Marijina krona in njena slava. In vas vse povabim v okrilje svetišča na Brezjah, da boste tudi sami doživeli, kako ste zaželjeni pred njo, ki je pod križem postala mati nas vseh. Hvaležen pozdrav in dobrodošlica za takrat, ko se boste odločili, da obiščete Marijo Pomagaj. Potem jaz se vam iz srca zahvaljujem za te lepe misli, besede, povabila, lep sprejem, oziroma za skoraj nimam besed, bi pa na koncu v zahvalo vam dejal, da vam naj bo Bog bogat plačnik v večnosti. In moram povedati, da so vam tudi vsi gledalci, kateri so vam pisali, zelo hvaležni, tudi tisti, ki mi niso pisali v oddajo Pot poti. Naj vam bo Bog bogat plačnik, živimo v obilo Božjega blagoslova,
tudi vsem ostalim sobratom, oziroma vse dobro in želimo mi iz srca vse dobro in hvala lepa in z Bogom. Z Bogom, z Bogom.